Dobrodošli nazaj. Kako se bomo torej ogrevali? Bodo ljudje živeli raje v mrazu in bodo siti in obuti, ali bodo na toplem in oblečeni? Odkot torej plin po dopustnih cenah? Gospod Golob, si lahko ta hip privoščimo osvoboditev od ruskega plina? Ne, danes je cela Evropa pred to dilemo, ne samo Slovenija. In jasno je, da na srečo prihaja poletje, zato bo čez poletje situacija bolj enostavna. Po zimi, pa brez ukrepov, ne moremo preživeti zime izključno na podlagi plina, ki bi ga pripeljali od drugje. Kar pa ne pomeni, da se ne da situacija na tem področju zaostriti. Tudi v diskusiji s Moskvo, če bo to potrebno. Nenazadnje je že sam predsednik Putin bil tisti, ki je grozil na nek način z neke vrste izvoznim embargom v preteklih dnevih, pa se je potem premislil. Kaj vam hoče povedati? Dosti bo živčne vojne in dosti bo negotovosti. Ena stvar pa je jasna. Vlada ima vse mehanizme, da poskrbi, da navadnih ljudi in ranljivih inštitucij, kot so bolnice, ne bo zeblo. Samo za te, za gospodinjstva in bolnice, po skladu z evropsko zakonodajo, obstajajo rezerve. Skladične rezervne. In za te se nam ni treba bati. Kaj pa to pomeni za industrijo? Tukaj je pa situacija popolnoma drugačna in moramo to vprašanje ločeno reševati. Gospod Vrtovec, prišli ste z Hrvaške, ravno danes ste se tam pogovarjali o plinu. Kakšne novice prinašate? Dobre, ampak najprej dejstvo. Nobenega ne bo zeblo, to bomo zagotovili, da ne, in tudi glede gospodarstva bojo imeli dovolj plina. Ne bo pa lahko. In drži, čez noč se ne moramo povedati ruskemu plinu. Ne pa povem, da ravno zaradi tega, ker se zavedamo teže tega položaja, smo šli in v Katar, v Alžirijo in danes na Hrvaško. Hrvaška bo v kratkem objavila tender v roku 10 dni za 300 milijonov kubičnih metrov na leto plina, ki bo prišel preko plinskega terminala na Krk. Slovenija je ena izmed tistih držav, ki je najbolj zainteresirana, da dobimo ta plin. V kakšni ceni pa že vemo? Lahko nadaljujemo. Imamo spostavljeno vso infrastrukturo, da bi lahko približno 250 milijonov kubičnih metrov na leto pripeljalo preko kompresorske postaje v Rogatcu v Slovenijo. Torej, za približno nekaj manj kot 1/3 plina bi lahko od 1.10. naprej, kar smo se danes dogovorila z gospodom Čoričem, se pravi, bi lahko pripeljali od 1.10. naprej v Slovenijo. In to je velika zmaga za Slovenijo, kajti bi v veliki meri bi razpršili dobavo plina od Rusije, kar je ključnega pomena tudi za nižje cene in za boljšo konkurenčnost. Po kakšni ceni me zanima? Če pogledate danes na borzo s plinom, boste videli, da LNG plin, se pravi preko LNG terminalov, ni v takšnem porastu, kot je bil v preteklosti, in je prijemljiv, ne nazadnje tudi z drugim plinom. In glede cene, še nekaj drugega. Kakšna cena ruskega plina, ko gledamo vsak dan žrtve otrok v Ukrajini? To je cena. Mir nima cene, zaradi tega bomo vse naredili, da čim prej razpršimo v največji možni meri dobavo ruskega plina. Če mi ne morete odgovoriti, po kakšni ceni... Cena bo primerljiva takšni, kot je danes. Se pravi, bomo imeli take cene tudi naprej? Če bom jaz minister za infrastrukturo... To zagotavljate? To zagotavljate javno? Verjamem, da bodo ljudje to zagotovili 24. aprila. Hvala lepa, gospod Golob. To je kar nekaj. To nima nobene veze z realnostjo. Minister ne zagotavlja cen. Noben minister ne zagotavlja cen. Tudi danes na plinu minister ne zagotavlja nobenih cen. Bi res rad slišal, katere cene je minister zagotovil danes na zemeljskem plinu. Kateri ukrep je bil sprejet na področju zemeljskega plina danes za odjemalce? Nobeden. Bolj pomembno kot to je, bom še enkrat povedal, za oskrbo gospodinjstev je že danes v Evropi dovolj skladiščnih zmogljivosti. Industrija pa je tista, ki bo morala nositi breme višjih cen. Če kdo misli, da se do Slovenija do zdaj je izključno iz Rusije oskrbovala zaradi prijateljstva do Putina in je Geoplin kot podjetje, ki je sicer tudi državni lasti delno, kupoval ves plin, bolj in manj, v Rusiji, ni bil razlog v prijateljstvu. Razlog je bil samo eden. V cenah. Ruski plin je bil bistveno cenejši od plina iz, na primer, Katarja. In tudi v bodoče bo ruski plin cenejši. Ampak poanta je samo v tem, katera industrija pa lahko zdrži
take Dobro. cene plina v svojih proizvodnih procesih. Ne ali nas bo zeblo ali ne. In ja, cene plina, če bi pošteno pogledali, kaj se z njimi dogaja pri gospodinjstvih, bi lahko ugotovili, da vlada ni naredila na tej točki natančno nič. No, poglejmo mi zdaj raje to, kar ljudi najbolj zanima. Gospe in gospodje, poglejmo mi, po kakšni ceni se ogrevamo, koliko damo za ogrevanje. Bomo videli na grafiki, po kakšni ceni se ogrevamo. Tukaj le bo položnica za december, stanovanje 75 kvadratnih metrov, znesek položnice pa 300 evrov. 300 evrov. Gospod Šarec, zato sem vas spraševal, minister, po ceni in gospoda Goloba. Gospod Šarec, če boste v naslednji vladi, me zanima, konkretno povejte ljudem, kaj boste naredili, da ljudje ne bodo plačevali po 300 evrov za ogrevanje. Ja, potrebno je seveda diverzificirati vire, to je zagotovo, da ne bomo odvisni od enega vira. Kot drugo je sedaj se znižala omrežnina, ta ukrep je bil narejen pri elektriki recimo, ampak to bo imelo posledice spet na vzdrževanje električne infrastrukture. Pa mogoče moram replicirati tukaj gospodu ministru, ki je že oktobra 2021 zagotavljal, da bodo cene vse ostale, da bo vse tako tudi naslednje leto, potem se je pa zadeva začela drugače. Torej minister tega ne more zagotoviti, niti nobena vlada ne more zagotoviti cen direktno. Je pa res, da je potrebno zagotoviti za gospodinjstva cenejše energente, plin, elektriko, kot za industrijo. Kako je vprašanje, ne? Pa po kakšnih cenah? Minister, odkimavali ste? Najprej prva replika na gospoda Goloba. Glede, imamo dobavitelje, ki skrbijo za to in dobavne verige, država pa tista, ki odpira vrata. In to smo danes mi naredili na Krku in šli smo v Katar in tako naprej. In cene se potem seveda oblikujejo na borzi. Ampak pozor, to napovedovanje pri tem volatilnem trgu in pri krivulji v slogu delfina je zelo nehvaležno. Kar je gospod Šarec govoril iz meseca oktobra. Mi smo sprejeli točno takšne ukrepe, kot jih je predvidevala Evropska komisija in danes imajo ljudje položnice, naprimer za električno energijo, za polovico cenejše. Za polovico cenejše in prihajajo tudi tako imenovani energetski voucheri za 710 tisoč ljudi. Vse to zaradi tega, da preprečimo in olajšamo ljudem pač to ogrevalno sezono do konca. Ja, gospod Šarec, replicirali boste, ampak veste, pri elektriki plačamo zdaj pol manj, to je recimo 30 evrov ceneje, plin je še vedno 300, ne? Ne, se strinjam, da plačamo pol manj, ampak zato, ker ni obračunana omrežnina. Omrežnina se pa uporablja, elektropodjetja jo uporabljajo za vzdrževanje naprav in mi imamo že problem, ko se daljnovodi ne vzdržujejo oziroma tudi novogradnje stojijo zaradi tega, ker pač podjetja ne obračunavajo omrežnine. Tako da ti ukrepi seveda danes prinesejo nižjo položnico, ampak v bodoče bo treba seveda tudi zagotoviti sredstva za vzdrževanje. Tako da ti ukrepi so kratkoročne narave in je treba se zavedati tudi posledic. Razumem. Gospod Kovšca je prosil za besedo že prej. Strenjam se s tem, da to vprašanje naslavljate na vse stranke, ki kandidiramo na volitvah za državni zbor in ki bomo otvorili vlado, kdorkoli že izmed nas jo bo. Ampak veste, to ni samo vprašanje za Slovenijo, to je vprašanje za Evropsko unijo. Javni mediji so priobčili, da se jutri na vrhu Evropske unije dogovarjajo o tem, kako bodo umirili posledice krize dobave plina iz Ruske federacije. Kdorkoli bi trdil, da ima danes formulo, kako rešiti ta problem, bi zavajal javnost. Tega ne vedo tudi v drugih državah Evropske unije. Ni pa Slovenija najbolj izpostavljena država Evropske unije in dovolite, da ugotovim še to, da imamo mi tudi druge vire, s katerimi lahko zagotovimo to, da se izognemo ravno največji krizi. Pomanjkanje energije za ogrevanje. Kaj in kako? Les, elektrika. Ja, ampak ljudje ne morejo zdaj v 2 mesecih, vsi, ki se ogrevajo na plin, zamenjati. Ne morejo, lahko pa v času do začetka ogrevalne sezone, ki bo nastopila nekje oktobra meseca, vlada s primernimi subvencijami omogoči nakup grelnih teles, ki uporabljajo druge energente. To se da narediti. In v preteklosti se je to tudi dalo narediti. Ne vas spomnim na veliko naftno krizo, ki se je dogajala v prejšnjem stoletju, da se marsikaj se da narediti. Seveda pa mora biti to usklajeno z direktivami Evropske unije, o teh bodo pa razpravljali jutri.
Ravno kar so ukinili, replicirate, gospod Golob, te Se subvencije. strinjam, da bi subvencije vlade pomagale Ja. pri zamenjavi energentov. Ja. Ampak ekosklad je ravno kar zamrznil izvajanje razpisov, ki podpirajo natančno te ukrepe. Gospod Tomc, Vlada se odziva takoj. In če nadaljujem tam, kjer kaj to pomeni, oprostite, da boste jutri spet odprli subvencije? Če bo potrebno, poglejte, vlada se odziva na trenutne razmere pri gospodinjstvih in v industriji, pri podjetjih. Je posegla na področje goriv, je posegla na področje elektrike, je ne samo, da bo izplačala energetski dodatek, izplačala je solidarnostne dodatke že 3-krat prej. In to moramo gledati kot celoto. Vse države Evropske unije bodo v enakem položaju. Evropska komisija napoveduje skupne nabave, zato nas naj ne skrbi, ali bomo lačni ali nas bo zeblo, ker energija za ogrevanje seveda v jeseni bo. Kaj bo pa dolgoročno, moramo pa seveda razmisliti naprej. Od plinskih terminalov, ki so zamujena priložnost in tako naprej. Ampak vlada je dokazala, poglejte, v tej krizi, energetski, če jo zdaj tako imenujemo, je pomembno, če smo vsi v enako težkem položaju, kakšno vlado imamo. Razumemo. Ali imamo operativno vlado, ki se odziva takoj, Razumemo. misli na ljudi in seveda pomaga ljudem in gospodarstvu. In to bo Gospa vlada Fajon, ja, Ja. prosite Tako, že tudi jaz vaš bi, ja. čas, prosim za A veste odgovor. zakaj? Ker se mi zdi, da je to ena velika laž, da ima vlada načrt, kako misli zagotoviti ogrevanje naslednjo zimo. Ti energetski voucheri, to je bilo neko gašenje požara zelo pozno, nima načrta za vse ljudi. To so načrti za zelo privilegirane ljudi. Zdaj poglejmo Avstrijo, Za Nemčijo. upokojence z Avstrija najnižjimi in pokojninami Nemčija, so to Romana, privilegirani. Avstrija in Nemčija sta naredili, aktivirali izredni načrt pred kratkim za preskrbo z energijo. Celotna Evropska unija sprejema ukrepe za pomoč ljudem, gospodarstvu, za omejitev dobave zemeljskega plina ruskega. Se strinjam, kar je kolega Golob, da je tu Evropa pred dilemo. Seveda, dokler dobivamo ruske energente, seveda financiramo tudi rusko agresijo v Ukrajini. Ampak ta hip ne vemo, kako bomo zagotovili ljudem, da ne bodo šle cene položnic nevzdržno gor, energentov, in kako bomo greli stanovanja, bolnišnice, infrastrukturo naslednjo zimo. Jaz tega odgovora nimam. Gospa Mislim, da Tomc. ljudje tudi ne. Potem pa mogoče Tanja si tudi kdaj manjkala v Bruslju, a ne? Ker se tam veliko pogovarjamo o tem, kako bo Evropska komisija kot institucija pomagala s skupnimi nabavami, zapolnjenjem teh skladišč, katere je gospod Golob omenjal, da jih je ogromno. Do jeseni bodo napolnjena do 90% vseh svojih kapacitet in seveda Evropska komisija se zaveda in vse institucije zraven, da je potrebno pomagati ljudem v krizi, vsem evropskim državam, zato odpira številne sklade, iz katerih bomo lahko črpali tudi sredstva za premostitev krize. In vlada je dokazala, da ta sredstva zna izjemno uspešno črpati. Počrpali smo vse, kar lahko, in bomo še naprej. Poleg tega pa bomo sredstva črpali tudi iz nacionalnega proračuna, za katerega vidimo, da se vanj nateka, oziroma se je v tem prvem četrtletju nateklo veliko več prihodkov, kot smo predvidevali. To se pravi, finančna sredstva so na voljo, slovenska, evropska in seveda sposobnost vlade, da jih uporabi tudi. Se strinjamo? Samo hranilke ni prišlo. In to je vse. Seveda, da je prišlo. Do samohranilke s 300 evri ni prišlo. No, kdaj pa bo, gospod Tomc? To seveda ne drži. Ja, no, plačala je 300 evrov položnico za plin, seveda drži, gospod Tomc. Morda je plačala, najbrž je plačala to položnico, vendar je gospa dobila v času lanskega leta ali predlanskega leta, če je socialno ogrožena, teda številne dodatke, solidarnostne dodatke, če je upokojenka, je dobila višjo pokojnino, izredno usklajevanje, solidarnostne dodatke za upokojence in tako naprej. In to sta dva pola, ki se pokrivata. S temi dodatki bo lahko plačala položnico. Se strinjate z gospodom? Najprej
ta gospa, nažalost, samohranilka z visoko položnico, je mogoče dobila enkrat 150 evrov, položnico ima pa 4-5 mesecev dvakrat višjo, kot jo je imela v preteklih letih, preteklem ogrevalnem letu. Takšna je pač nažalost situacija na Jesenicah. Prej ste spraševali, če bo ljudi zeblo. Nažalost je že pred ukrajinsko krizo marsikaterega upokojenca zeblo, ker je dobil takšne položnice in jih je plačal in na drugi strani zaprl radiator, zato da bi naslednji mesec bilo manj, sedel v bundi in to je seveda žalostno. In to pred ukrajinsko krizo. Žalostno je, Mi minister. smo predlagali 3 konkretne stvari. Prva je bila, da bi se turistični boni, ki niso bili porabljeni, lahko porabili za plačilo Druga. energije, energentov, in drugi 2, znižanje DDV-ja in trošarin. Minister, Vlada je pomagala najranljivejšim in najbolj obremenjenim. In tudi tej samohranilki, in če spada pod določen cenzus, ima večkrat na leto možnost za tako imenovani solidarnostni dodatek. Ampak gledajte, ta tema je res preveč pomembna, da bi lahko samo populistično natolcevali. Če želimo, da takih položnic več ne bo, potem je pomembno, da znotraj Evropske unije zagotovimo podporo ideji o skupnih dobavah plina. Drugič, pomembno, kar Evropska komisija predlaga. Pomembno pa je tudi, kar Evropska komisija prav tako predlaga, da se formula, naprimer za izračun električne energije, spremeni in da se odvzame plin ven. In to imamo danes ministri za energetiko in tudi predsedniki vlad na mizi. Še ena replika glede ekosklada pa subvencij. V četrtek bo na vladi nov program podnebnega sklada in 15 milijonov evrov dodatnega denarja za subvencije za fotovoltaike. Torej, imamo vizijo, kako zagotoviti normalen zeleni prehod, da bomo lahko dolgoročno imeli cene električne energije in tudi plina nižje. gospod Mesec, dolgo časa že prosite za repliko. Ni bila replika, nisem še prišel do besede v tem krogu. Tako da, kot prvo bi rad povedal, da je v bistvu malo simptomatično, koliko časa je tale debata trajala, da smo prišli do pravega vprašanja. To je, kako pomagati ljudem. Nekaj se strinjam s tem, kar je bilo rečeno. Ne Slovenija, ne Evropa v tem hipu pač nima odgovora, pač v rokavu, v žepu, kjerkoli, kako nadomestiti izpad ruskih energentov. In cene bodo višje. Pomembno pa je, da ljudje dobijo pomoč ne enkrat pred volitvami, zdaj naslednja prihaja 14. aprila, če se ne motim, ampak jo morajo dobiti vsak mesec, kot položnica pride vsak mesec. In država bo morala zaščititi upokojenca, prekarca, slabo plačane, vse, ki jih ta kriza najbolj ogroža. Bodi si kot dodatek plači ali pokojnini, bodi si, da se pogovarjamo o sistemskih spremembah plače ali pokojnine. To ni nemogoče. Ne? Če spomnim, minimalna plača, gledajte, v letih 2010 do 2016 se je dvignila iz 730 na 790 evrov bruto. Ko smo se v Levici začeli z njo ukvarjati, smo jo spravili od leta 2016 do 2022, v naslednjih 6 letih, 790 na 1024 evrov bruto. Se pravi, da se, samo pač na prav način je treba politiko zapeljati. In drugo, hočem to reči, Na kratko, prosim. pač upokojenca, prekarca, slabo plačanega ne sme, ko prežge radiator, skrbeti, da mu bo pokojnina ali pa dohodek dobesedno izpuhtel. Drugo pa sem še tole, bi rad rekel, da če nas kaj ta kriza uči, je, da se mi moramo odpeti od fosilnih goriv. Ne, da zdaj letamo okrog po Katarju, pa Ameriki, pa ne vem, ki pač iščemo plin, ker plin ni zelena energija. Plin ima približno polovico emisij, ki jih izpusti nafta, s produkcijo šteto približno isto, če ga bomo stanili vozili čez morje. Vi letate po Katarju, gospod minister. Če smem sam zaključiti. Jaz se čisto strinjam, da na kratek rok je treba kompenzirati. Hvala lepa. Ampak na srednji rok, se pravi od poletja naprej, je treba investirati v toplotne črpalke, v Vse vemo, kaj je treba. Letate po Katarju in Alžiriji, gospod minister. Energetsko samozadostni. In še naprej bomo šli po svetu zaradi tega, da pomagamo ljudem, da bo takšnih položnic čim manj. Lahko pa rečem, da je plin prepoznan tudi strani Evropske komisije v delegiranem aktu kot prehoden element, prav tako nuklearna energija. In kot kaže, bo za naslednjih 30-40 let bil še vedno pomemben igralec. Se pa strinjam absolutno s tem, da več kot bomo vlagali v obnovljive vire, več kot bomo pa tudi odprti za nove tehnologije, naprimer nuklearna tehnologija, bolj bomo bili energetsko neodvisni. Torej, obnovljivi viri energije v kombinaciji z nuklearno tehnologijo nam bodo tudi na dolgi rok zagotavljali energetsko neodvisnost. In kdo bo tisti, ki je napisal v strategijo, da bomo opustili
premog 2034, ta vlada. Torej, mi smo predlagali, da 2033 končamo s premogom, ki je največji osnaževalec. Hvala lepa. Replike bomo morali po oglasih. Ne samo ogrevanje in elektrika, cene so podivjale tudi pri stanovanjih in drugih stroških. Kako si lahko privoščite lastni dom, v nadaljevanju pa tudi, kdo koga zdaj izmerja za oligarha, fašista, utajevalca, kako bodo tako različni pogledi lahko sodelovali po volitvah po oglasih. Dobrodošli nazaj. Preden nadaljujemo pogovor, moram povedati, da tule z nami v studiu sedijo predstavniki mladih in starejših, ki jih zanima ena od ključnih stvari, odgovor na to, kdaj bodo lahko prišli do lastnega doma, lastnega stanovanja, ker so, vemo, najemnine izredno drage, cene nepremičnin se dražijo. Mi smo celo posneli en par, ki nam je pripovedoval, bomo slišali, kaj nam pripoveduje, da ne moreta imeti otrok, ker si ne moreta privoščiti stanovanja. Sva Teja in Davor, jaz sem psihologinja, Davor pa je strojnik konstrukter, stara sva 29 let in oba imava službi za nedoločen čas v perspektivnih poklicih. Želela bi si kupiti svojo prvo nepremičnino in sicer preden si ustvariva družino, saj se zavedava, da je do kredita lažje priti pred otroki. Delava v Naklem in Grosuplju, zato si nepremičnino iščeva na tej relaciji, vendar so cene nepremičnin za mlade v okolici Ljubljane večinoma nedosegljive. Kljub temu, da imajo stanovanjski krediti še vedno ugodno obrestno mero, pa si jih mladi trenutno ne moremo privoščiti zaradi omejitve lastnih sredstev. Zato naju zanima, kakšni so vaši načrti pri pomoči mladim parom pri načrtovanju nakupa lastnega stanovanja, s katerim bi omogočili reševanje stanovanjske problematike in višanje kvalitete življenja. Gospa Fajon, doslej ste že bili v nekaj vladah, zdaj pravite 10 000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030. Kako pa boste 10 000 speljali v naslednjih 4 letih? Socialni demokrati smo spisali zakon za 10 000 javnih, neprofitnih najemnih stanovanj. Zdaj zakon je bil že enkrat v proceduri, pa ga je žal vlada zavrnila. Jaz se zavedam hudih izzivov, to, kar smo slišali v prispevku. Stanovanja so bila zelo prepuščena trgu, grozi nam celo en nepremičninski pok, ker so slabe okoliščine in to bi šele povzročilo eno hudo krizo. Zdaj, če govorimo o cenah najemnih stanovanj, mi smo za zakonom pravzaprav izračunali, da bi lahko razpolovili ceno trenutno stanovanja v Ljubljani. Najemnina za 350 evrov bi lahko bila za 65 kvadratov. Povejte, odgovorite mladim, ki si želijo lastnega doma. S kombinacijo državnega denarja, državnih posojil in državnih poroštev. Tu je računica, ki smo jo naredili med letoma 23 in 29. Lahko zelo točno povem, kako bi ta denar dobili skupaj. 60 milijonov državnega denarja, ko govorimo o posojilih in poroštvih, tu bi zagotovili veliko priložnost, da bi lahko, tudi ko govoriva, zakaj mladi ne pridejo do stanovanj. Leta 2018 Banka Slovenije, ta kreditni krček se je zgodil. Za najemnino damo 800, za kredit ne moremo 400. Da se razbremeni, kakšna bo kreditna sposobnost. Gospa Tomc, je to rešitev, kar pravi gospa Fajon? Rešitev za ta konkretni par. Dajmo jo slišati. In zelo pozorno sem poslušala, rekla sta, rada bi si kupila stanovanje. Če vi vprašate mlade, seveda so tudi najemna stanovanja rešitev, vendar mladi bi radi živeli tudi v svojih lastnih stanovanjih. Zato jim mi dajemo priložnost in rešitev je trenutno v državnem zboru. V nekaj dneh bo na dnevnem redu, poslanci bodo o tem odločali, predlog Slovenske demokratske stranke, naše mladine, da država vstopi kot porok, da lahko mladi najamejo kredit, ker ponavadi so kreditno nesposobni in v tem primeru ne bo treba iskati babic, tet in stricev, ki jim bodo pomagali kot poroki, ampak bo kot porok vstopila država. Na ta način bodo mladi prišli do svojega lastnega stanovanja. Moramo pa še nekaj reči. Vse stanovanja niso samo v Ljubljani.
In Ljubljana in pomanjkanje stanovanj je posledica 30-letne zavožene stanovanjske politike. Ampak, gospod Tomc, veste, cena nepremičnin se tudi izven Ljubljane viša in predvsem se drži prevoz na delo. Gospod Golob, je to rešitev, kar pravi zdaj gospod Tomc? Žal ne. Zakaj ne? Ker so enostavno cene previsoke. Če ne bomo nič naredili na tem, da cene zbijemo, potem si taki pari. 3 ukrepi. Eden je dolgoročen, to je zemljiška politika, da bomo sploh imeli na razpolago dovolj zemljišč, kjer bomo lahko gradili. Drugi je kratkoročen. Kratkoročen je treba izdati stanovanjske obveznice. Zakaj? Za vir financiranja. Zgraditi neprofitna stanovanja in, najbolj pomembno, jih dati v najem 5 let po neprofitni najemnini, hkrati pa omogočiti tistim, ki so najemniki, da si po 5 letih to stanovanje odkupijo. Kar pomeni, da gre njihova najemnina v resnici v odplačevanje. Samo na ta način se bomo izognili tej zanki Banke Slovenije, po kateri plačujemo lahko visoko najemnino, a od nje nič nimamo. In kje je lepota te sheme? Ker bo šlo za neprofitna javna stanovanja. Nam to ne bo težko narediti za te mlade, se ne bojo špekulirali s temi zemljišči. In to je ta pomembnost te sheme. In še ena, ki je vezana na davčno reformo. Če hočemo preprečiti beg možganov in vračanje mladih, moramo narediti to, kar so res skandinavske države. Prvih 10 let zaposlitve morajo biti davki, dohodnina za mlade. Nič. To je vaš načrt. To je naš načrt. Prvih 10 let zaposlitve, davčna olajšava do 0 za celo dohodnino za namen ustvarjanja lastnega doma. Gospod Vrtovec. Glejte, zdaj sem bil pred podobno dilemo enih 10 let nazaj, ko smo se žena ustvarjali družino. Zagotovo pa je potrebno v tem primeru prisluhniti vsem dobrim idejam, ki prihajajo tudi od civilno-družbenih organizacij. Naprimer, zdaj za prijateljno mladino Karitasa, Rdečega križa in tako dalje. In s programom, nastankom programa Nove Slovenije smo ravno njim prisluhnili. Zaradi tega imamo 3 ključne ukrepe. Brez tekmovanja in floskul 10 tisoč, 20 tisoč stanovanj bomo zgradili. Ampak jamstvena shema, če ima nekdo možnost, da plačuje najemnino 700 evrov, potem je potrebno urediti shemo tudi na račun, da lahko ta oseba plačuje kredit v tej isti višini. In to je popolnoma logično in zdaj imamo priložnost, da v Državnem zboru to podpremo. Drugič, skladen regionalni razvoj. Glejte, Slovenija ni samo Ljubljana in Maribor, ampak je tudi primestje. S tem pa povezavi dostop do zemljišč, kar je gospod Golob pomenil, in še pomembno, infrastruktura v sama središča, v sama mesta. Zaradi tega, ker mi imamo slabe prevoze, urejene, slabe železniško infrastrukturo, kar pa moramo mladim omogočiti. Glejte, gospod Mesec, Levica je predlagala obdavčitev praznih stanovanj, a to pa ni rešitev, očitno ne, če ste imeli zaplet z referendumom. Ja, zanimivo, ne? Isto ima v programu tudi Nova Slovenija, če ga greste brati za leto 2022, da zdaj hoče referendum o tem. Seveda pa razumem, da, kot smo prej ugotavljali, da imamo eno samo sprenevedanje, da so ta referendum dali samo zato, ker hočejo strašiti z stvarjo, ki ni resnična, da bi mi radi pač obdavčevali stanovanja, v katerih ljudje živijo, kar ni res. Mi smo dali ta predlog v razpravo, mi smo se pripravljeni pogovarjati tudi o tem, da se prvo nepremičnino pač popolnoma razdavči, pa že zdaj pisam tako, da tisti, ki zdaj ne plačujejo davka, ga tudi po novem ne bodo. Hočemo pa obdavčiti prazna stanovanja. Ravno zadnjič sem srečal eno gospo, ki mi je rekla, tako malo je zagrozila, češ, jaz imam 2 prazni stanovanji in ne boste mi tega vzeli, gospod Mesec, sem rekel, vzel vam jih ne bom, bi vas pa rad pripravil k tem, da jih oddate. Gospod, slišali smo, da je to nora ideja. Z vaše strani, oziroma iz strani Nove Slovenije. Glejte, ta predlog, ki ga ima Levica v parlamentu, v bistvu, predstavljate si, oni bi obdavčili nekoga v Halozah ali pa v Spodnji Kungoti enako za hišo, ki so ljudje zgradili z lastnimi rokami, kot pa nekoga, ki ima penthouse v Ljubljani. To je nora ideja. To je nora ideja, zaradi tega je nesorazmerna, zaradi tega smo v Novi Sloveniji posegli z instrumentom vložitve pobude za referendum in preprečili sprejetje tega zakona, da bi ljudje, ki so še žrtvovali, ogromno časa so denarja vložili v gradnjo svojih hiš na podeželju, da jih bi dodatno bremenili. Mi se ne moramo s tem strinjati. Če smem tukaj Če boste v enem stavku, gospod Mesec. Glejte, to ni res, ker kot sem povedal, mi smo večkrat povedali jasno, da smo se pripravljeni pogovarjati o tem, do katere vrednosti pač se na nepremičnino ne plača davka. Prav, gospod Kovšca. Hvala lepa, tudi jaz sem bil opažen. Čist konkreten primer, kako se ta problem lahko rešuje v sodelovanju lokalnih oblasti in države.
V Kobaridu se je občinski svet odločil, da odkupi 38.000 kvadratnih metrov zemljišč, jih razparcelira, komunalno uredi, razdeli. Se strinjate? Povejte, prosim, do konca. Ja, to sem vas želel prositi, če lahko. Te parcele razdeli na 700 kvadratnih metrov velike enote in jih mladim odproda za ceno 20 evrov po kvadratnem metru. Občinski svet je razmišljal naprej. Prilagodili so tudi prostorske načrte, dobili so vse potrebno od države in sedaj ta državna shema pride v poštev, tako da mladi tam lahko za relativno dostopno ceno kupijo površine, na katerih bodo gradili stanovanje. Ko pa govorimo o izgradnji, kako znižati cene. V Sloveniji obstaja proizvajalec, ki mu jaz ne želim zdaj delati reklame, in ki prodaja tipska stanovanja z načrti, z vso dokumentacijo, potrebno za priglasitev, za pridobitev gradbenega dovoljenja, za približno 20 do 30 tisoč evrov za stanovanjsko hišo velikosti 69 kvadratnih metrov. Če upoštevamo parcelo velikosti 700 kvadratnih metrov po ceni 20 evrov za kvadratni meter, če upoštevamo to do izgradnjo, do podstreho, potem si mladi, taka dva, ki ste jih prikazali, prosim, dovolite, da končam. Ja, prosil bi vas, če lahko na hitro dokončate, ja? Sej bom, jaz sem v bistvu tukaj doma. Gospod Šarec, kaj pravite na obdavčitev stanovanj? No, vemo, da v Zürichu recimo je neobdavčeno, v Švici, ki se radi primerjamo, do cirka 50 kvadratnih metrov, kar je več je obdavčeno, vendar mi ne bi šli v to smer, ne, zagotovo ne. Tukaj je treba predvsem vedeti, da so Slovenci predvsem bili samograditelji. Je pa treba povedati, da najbolj prizadeta pri teh vprašanjih vseh socialnih in stanovanjskih je ta srednja generacija, ki ne more starejšim zagotoviti domske oskrbe, mlajšim pa ne stanovanja. Pogovarjamo se, kako konkretno jim pomagati. Kako konkretno s kombinacijo vseh ukrepov, se pravi tudi s poroštvenim zakonom. Ni to glavni ukrep, z gradnjo najemnih stanovanj, potem s tistim, kar smo mi naredili v vladi, da smo prenesli zemljišča, ki jih je imela DUTB, v lasti smo prenesli na stanovanjski sklad. Zanima me samo, ali podpirate predlog Levice o obdavčitvi v vaši stranki ali ne? No, tista stanovanja, ki so prazna, je vprašanje, če so res prazna, morda se pa oddajajo na črno. Niste mi odgovorili, gospod Bratušek. Enako vprašanje za vas. Podpirate to obdavčitev? Za stranko SAB nepremičninski davek v tem trenutku ni prioriteta. Bi pa želela odgovoriti oziroma povedati, da tudi mi imamo v svojem programu poroštveno oziroma jamstveno shemo, ki bi mladim omogočila, da pridejo do prvega stanovanja. Država vstopi kot porok in namesto najemnin pač plačujejo kredit in stanovanje je njihovo. Druga stvar, ki jo država mora narediti, je več neprofitnih najemnih stanovanj, se pravi, stanovanjski sklad mora graditi za najemna stanovanja, ne stanovanja za trg. In tretja stvar, tudi te tržne najemnine je treba omejiti. Po vzoru vsaj Nemčija in Avstrija imata tako urejeno. Zdaj pa še ena stvar. Tudi v Sloveniji se je dalo v lanskem letu ali pa leto in pol nazaj priti do stanovanja v Ljubljani za 1750 evrov po kvadratnem metru in to treba zagotoviti vsem. Še eno stvar, ki želim. Hvala lepa. Gospod Golob, kako boste sodelovali v koaliciji, če imate tako različne poglede na osnovno vprašanje, ki ga imajo gostje v studiu? Glejte, v spoštljivem dialogu so te razlike premostljive. In na koncu bomo vse reševali v spoštljivem dialogu. Vsak od nas ima svoje rešitve. Jaz sem prepričan, da bomo našli skupno rešitev in bom se dovezal na to, kar je bilo rečeno, pa bom poskušal narediti namenoma sintezo. Ali je prav, da obdavčujemo prihodke, dohodke mladih, ali je prav, da obdavčujemo premoženje tistih, ki jih imajo. Jaz mislim, da je pravilno, da se zasuk za mlade premaknejo tistih od prihodkov na premoženje. To je prvo. V tem kontekstu predlog Levice mogoče da gre v pravo smer. Jaz bi ga dopolnil, veste kje? Da je večina praznih stanovanj danes v lasti v resnici podjetij in ne fizičnih oseb. Tako da zadeva je seveda potrebna temeljitega premisleka in predvsem
ne pozabiti, koga imamo v mislih. Če res želimo pomagati mladim, ki jih je danes dosti v publiki, da, potem jim moramo pomagati njim, ne pa sprejemati ukrepe, ki bo v resnici sam še dvignili cene teh istih nepremičnin in potem jim jamstvena shema ne pomaga. Dobro, gospa Tomc, glede na to, da so takšna različna mnenja, kaj menite, da druži vašo trenutno opozicijo, torej glasovati, premagati na volitvah Janeza Janšo oziroma to koalicijo ali kaj drugega? Ne, jaz bi raje še vam odgovorila na stanovanja. Poglejte, obdavčitev premoženja praznih stanovanj za Slovensko demokratsko stranko ne. Sploh pa že ta obdavčitev premoženja obstaja. Olajšave za mlade se uvajajo z dohodnino, višje plače na račun davčnih olajšav. Vse to ste hoteli zminirati v Državnem zboru in celo referendum ste želeli. Pomagamo mladim, seveda tudi s stanovanjskimi shemami, z državnimi poroštvi, pa ne samo to. Ne samo s tem, da bo država gradila z več javno-zasebnega partnerstva, vendar opozarjam, da je tukaj ključni problem ne pomanjkanje državnega denarja. Imamo strategije iz leta 2015, ste bili na oblasti, niste naredili nič. Samo če dokončam ta stavek, dokončam ta stavek, seveda ključni problem je prostorska politika. Zakaj v Ljubljani ni stanovanj? Zaradi tega, ker se je zadnjih 10 let gradilo v glavnem trgovske centre, zato je pa bila volja. Treba je najti zemljišča po ugodnih cenah in potem lahko gradimo stanovanjsko politiko naprej. Dokler se pa razni lobiji pogovarjajo med sabo, kako ne bodo zagotovili ustreznih zemljišč, potem pa seveda imamo problem. Hvala, gospod Tomc. Gospa Fajon, zdaj pa prosim odgovorite. Najprej glede obdavčitev. Se strinjam, moramo iti progresivno, ko govorimo o obdavčitvah, od tistih, ki zaslužijo več, ki imajo več premoženja, več kapitala, tisti morajo plačevati več davkov, to zagotovo danes niso mladi. In ko govorimo ena stvar, ki pa je ni nihče omenil, pogoj, da lahko mladi sploh razmišljajo, ali so kreditno sposobni, ali lahko kupijo, najamejo stanovanje, je, da imajo varno zaposlitev. In varne zaposlitve po večini mladi zaradi prekarnosti danes nimajo. In tu mora država pomagati z jamstveno shemo za mlade, za vstop na trg. No, glede, prekarnost med mladimi postaja, Romana, sama veš, zelo velik problem. Zato jo pa naslavljamo za to jamstveno shemo, ki bo začela veljati, ne vem, čez en mesec ali dva. In za mlade, ki se shema lahko ogrozi prihodnost generacij. Ne nasprotujem ji, ampak bo ustvarila velike razlike. Lahko ogrozi prihodnost mladih, ker jih bo obremenila z večjimi mesečnimi, ker je nastavljena. Mladi bodo namesto najemnine plačevali kupnino. Gospa Tomc, gospa Fajon in vsi ostali gostje, kdo bo s kom nadaljeval oziroma sodeloval v nadaljevanju oddaje po oglasih, a gre strankam res za to, da bodo zagotovile Slovenkam in Slovencem boljši jutri, če bi torej prepletale gospodarski razvoj s pošteno socialno državo ali jim gre bolj za boj za oblast in vpliv. Pa tudi kdo koga zmerja za oligarha, kdo koga za fašista, še o tem bomo in ali se bo danes na tem mestu torej kdo komu opravičil, ostanite z nami.